zakaj posebej letos oziroma v teh dneh svetujemo 50 000 slovenskim navijačem, ki se v teh dneh odpravljajo na nogometno prvenstvo v Nemčijo? Dejansko jim svetujemo, da si pravočasno uredijo tudi evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, da bo tekma prijetna, slučajno, če kakšen zaplet, kakšen obisk zdravnika potreben, pa da imajo seboj tudi ustrezno listino. Če so na primer že odpotovali v teh dneh, lahko preko spleta naročijo kartico, dobili jo bojo sicer v naslednjem tednu na dom, je brezplačna, takoj pa bojo pri naročilu prek spleta dobili na svoj e-poštni naslov certifikat, ki kartico nadomešča, tako da imajo potem na telefonu v bistvu PDF obrazec, lahko, če je potrebno, grejo tu zdravniku. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Kako pa je z dopustniki, ki se v naslednjih dneh prav tako recimo množično odpravljajo na Hrvaško, je podobno oziroma kaj svetujemo? Dejansko vemo, da se dogajajo dopusti, v teh dneh je nekaj starih dopustnikov, novi dopusti, ljudje se odpravljajo praviloma res, kot si omenil, na Hrvaško, vsakoletno našo najbolj priljubljeno destinacijo. Tudi njim svetujemo, da si pravočasno uredijo evropsko kartico, to je zelo enostavno z obiskom naših spletnih strani, s parimi kliki dejansko oddate spletno naročilo, imamo tudi en predstavitven video, ga morda lahko pokažemo, res je enostavno, potem pa dobite takoj tudi na e-poštni naslov nazaj certifikat, ki kartico nadomešča, dejansko ga imate na telefonu, je samo krajše obdobje veljavnosti, certifikat velja 3 mesece, evropska kartica praviloma velja za obdobje 1 leta, za upokojence in pa otroke do 18 let pa evropska kartica velja tudi za obdobje 5 let. Če je kakšna težava pri samem spletnem naročanju, lahko ljudje pokličejo tudi naš klicni center, je vsak delovnik dosegljiv, prijazni sodelavci vam bodo z veseljem pomagali s pojasnili in tudi pomagali pri samem naročilu preko spleta. Če še vedno je kakšna težava, pa se lahko kdo tudi osebno oglasi. Smo na 55 lokacijah po vsej Sloveniji. Zdaj, kar se tiče samih evropskih kartic, res ljudem svetujemo, da pogledajo veljavnost stare kartice. Kot rečeno, kartico ne vržite stran, ko se vrnete z dopusta, shranite jo. Čeprav je brezplačna, prosimo, da jo obdržite. Naročilo nove je namreč možno šele 30 dni pred iztekom stare kartice. Zdaj, sama kartica, ki jo lahko uporabljate, je pa odvisno od tega, kje se dejansko nahajate. Obstaja namreč najbolj ugoden obseg pravic za vas so tako imenovane potrebne zdravstvene storitve, katere lahko koristite v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora v Veliki Britaniji in Švici, da poenostavljeno rečemo, tam lahko dobite vse storitve, zaradi katerih vam ni treba prekiniti dopust, ne vem, ogled tekme v Nemčiji. Je pa seveda razlika, ali greste tja za 2-3 dni, ali greste na primer v Nemčijo na študij za 1 leto ali na delo kot napoten delavec. V tem primeru vedno zdravnik, ki vas sprejme na zdravljenje v Nemčiji, da tako rečemo, oceni, koliko teh storitev potrebujete, da vam ni samo zaradi nekega zdravstvenega stanja potrebno se vračati v Slovenijo. Tako da v bistvu ključno pa je vedno, da odidete k izvajalcu, ki je del javne državne zdravstvene mreže, tisti vam bo tudi sprejel evropsko kartico. Podobno je, če odhajate države Balkana, da tako rečemo, se pravi države, s katerimi Slovenija sklene meddržavni sporazum, to je na primer Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija in pa tudi daljna Avstralija. Tukaj imate pa pravice do nujnega zdravljenja, spet pri izvajalcih v javni mreži, katerim predložite evropsko kartico. Gre predvsem za to, da gre za nujno zdravljenje v smislu reševanja vašega življenja oziroma zdravstvenega stanja, da ni nekih trajnih poslabšanj zdravja. Tukaj res svetujemo, poglejte, kje sprejemajo evropsko kartico, da ni potem nekih težav, zapletov. V primeru, da pa potujete v kakšne druge države sveta, kjer evropska kartica ne velja, naprimer sedaj bojo dopusti tudi v Tuniziji, Turčiji, Egiptu, pa tudi vemo, da nekaj Slovencev potuje v teh dneh v ZDA na ogled finala košarke, tako da v bistvu v teh državah pač morate storitve plačati sami,
potem pa svetujemo, da vzamete račune, medicinsko dokumentacijo in pri nas vložite povračilo stroškov. Povrača se po cenah, kot veljajo v Sloveniji za nujno zdravljenje, lahko pa enako tudi povračilo stroškov zelo enostavno oddate z uporabo spletne aplikacije, ki vas vodi, priložite dokumentacijo, ki jo pač poslikate oziroma poskenirate in to zelo enostavno lahko potem izvedete. Ne potrebujete osebnega obiska. Za te destinacije, sploh ZDA, Dubaj, naše izkušnje kažejo, da so stroški zelo visoki, tako da svetujemo, da si zagotovite tudi kakšno zavarovanje z asistenco v tujini. Kar nekaj je komercialnih ponudnikov tudi v Sloveniji. Bomo rekli, da se to dopolnjuje z evropsko kartico, dejansko ste bolje zaščiteni, je dopust bolj miren. Tudi pri teh zavarovanjih vam pa svetujemo, da pogledate tako imenovan drobni tisk, namreč ne gre samo za višino povračila, gre tudi za to, predvsem kaj je izključeno, morda kakšna predhodna zdravstvena stanja, starost ali kaj podobnega, tako da to je v bistvu zelo dobro, da ljudje preberejo, da se pozanimajo in potem res v miru dopustujejo. Podobno je tudi, recimo, če odhajate v kakšne evropske države, v kakšne gore, večina helikopterskih prevozov v evropskih drugih državah ni krita strani obveznih zavarovanj, kot je recimo v Sloveniji, ko nihče ne opazi, da je helikopter dejansko krit strani države. Zato vam tudi v tem primeru, podobno kot za čas smučanja, svetujemo komercialne zavarovanja z asistenco v tujini, oziroma če odhajate v kakšne rizične destinacije, bolj adrenalinski šport in podobno, da se pozanimate in predčasno tudi ustrezno zavarujete. Morda na kratko poudarim še za Hrvaško, če gremo kar konkretno na državo. Iz preteklih let nekako smo ugotovili, da naši zavarovanci že to destinacijo tudi kar se tiče koriščenja pravic dosti dobro poznajo. Vseeno naj bodo res pozorni, da ne odhajajo tako imenovane turistične ambulante, to so čisto samoplačniške ambulante, ki se odpirajo za čas turistične sezone v bližini bodisi plaže, hotelov, včasih celo v okviru zdravstvenih domov. Gre za zasebnike oziroma samoplačniško obravnavo, ki je bistveno dražja, kolikor je v javni mreži, kar pomeni, če se znajdete tam, če niste pozorni, morate vzeti račune, medicinsko dokumentacijo in če je šlo za potrebno zdravljenje, boste dobili povračilo v višini, kolikor bi stala cena v javni mreži, se pravi pri hrvaškem izvajalcu z evropsko kartico. Moram pa vsem poudariti, da večina ljudi teh težav niti nima. Nekako 12.000 zahtevkov smo v lanskem letu dobili, ko so ljudje brez težav uveljavljali storitve z evropsko kartico na Hrvaškem. Tuji hrvaški nosilec nam je to obračunal, mi smo to že poravnali. Dobrih 1000 oseb pa je vložilo tudi samo zahtevke za povračilo stroškov. Nekako smo ugotovili, da je šlo predvsem za tako imenovane turistične ambulante, katere sem omenil, in pa participacijo. To je pa druga stvar, ki je podobna tudi v Nemčiji. Namreč, da pojasnim, večina evropskih držav s temi doplačili, ki se ne povračajo, recimo na Hrvaškem je to dober evro za obisk zdravnika ali za vsak izdan recept, zmanjšujejo prisotnost, se pravi v ambulantah, da ljudje ne hodijo preveč pogosto in ta del se ne povrača. Nemci imajo podoben sistem, zato je dobro, da se ljudje vnaprej pozanimajo. Na naših spletnih straneh imamo kar precej pojasnil, si lahko preberejo oziroma obiščejo tudi tuje spletne strani. Na Hrvaškem je tudi zelo lepo prikazana sama mreža teh izvajalcev, tako da v bistvu mislim, da lahko kar precej informacij dobijo.